člane pluti mimo, no želiš v njej prečuti, veš, da ni povsem pripravi, prav to te veže na nje, da ti čaj in pomaranček iz Kitajske so prispeli. In ko ji želiš priznati, da ne moreš je ljubiti, takrat te povsem prevzame. Reka pa ji odgovarja, da boš vedno, vedno njen. In ti hočeš z njo na pot in hočeš potovati, slepo veš, da ji lahko zaupaš, ker te loti nežno Božja z mislijo. Jezus je bil mornarko, korakal je po vodi, dolge ure je osamljen in zamišljen gledal stolpa, in še ko spoznal je, da ga vidijo utopljenci, je dejal: mornarji boste, dokler morja se odreši, jaz sam klonil je še pridem, se ne boje res odprlo, zavržen, skoraj človek, je pod težo lastnih naukov šel na dno. In ti hočeš z njim na poti in hočeš potovati, slepo veš, da mu lahko zaupaš, ker te loti nežno Božja z mislijo. Suzen da ti roko in popelje te do reke, cape, ki jih imajo vzela iz skladišča za ubožne, in ko sonce se razliva, kakor med na bližnjo cerkev, ti pokaže, ki iskati med odpadki in med cvetje. Morski travi so heroji, v zgodnjih jutrih so otroci, ki hlastajo po ljubezni. In tako bo zginil vedno in suzen bo srca. Ti hočeš z njo na poti in hočeš potovati, slepo veš, da ji lahko zaupaš, ker te loti nežno Božja z mislijo. Dober večer in pozdravljeni na zadnjem predpoletnem srečanju na zmenku z glasbo in besedo. Za 2 meseca potem zapiramo vrata, potem pa se jeseni spet vidimo. Za nekakšen pristop iz pomladi v poletje smo za gosta zbrali Marija Vateliča, ki smo ga predstavili kot glasbenega novinarja, publicista, prevajalca in tako naprej. Pevca, tekstopisca, aranžerja in tako naprej. Zdaj mi pa povej ti, katero teh nazivov je tebi najbližji, recimo, kako bi ti rekel, kaj si, če bi ti nekdo naš državna, kot kaj bi se predstavil. Tista nekakšna bila nagrada, ja. Pa kazen. Odvisno koliko prostora bi imel, če bi to bil Twitter ali Facebook ali kaj podobno. Mislim, da jaz nekako še najde dojemam kot glasbeni novinar, kaj ti mislim, da znotraj tega izraza so lahko tudi zaobjeti kakšni drugi poklici ali veščine, ki si jih omenil. Predvsem zato, ker stvari, ki jih počnem, se pravi, imam oddajo na Radio Študent, potem pišem recenzije, intervjuje, so pač tako rekoč vsak teden nekaj naredim, tako da to novinarstvo v tem smislu starinsko, rekoč žurnalistično, se pravi, da nekako popisujem redno dogajanje. Zdaj, ta publicistika je seveda
vedno nekako odprta ali pa občasno prevajanje, zato človek rabi več časa in se tudi ne zgodi kar tako, da bom rekel, da je pa čez 2 dni objavil en esej ali kaj takega, to bom tudi sam veš. Tako da glasbeni novinar se mi zdi, da je čisto v redu, toliko bolj, ker žal se mi zdi, da glede na krizo medijev je vse manj takih ljudi, da se pač novice o glasbi še bolj odrivajo nekako na rob. Se pravi, da tudi kakšni bolj poglobljeni članki ali pa analize nekako manjkajo v tej naši medijski sceni. To recimo se je prvo vprašanje, kakšna je odgovornost glasbenega novinarja. Včasih se je vedelo točno, zdaj je manj to, pravno sem menil zakaj, ker so hitre novičke, nekako sem menil to, poglobljeno refleksijo. Kaj se ti zdi, zdaj, kakšna ne bi bila naloga glasbenega novinarja? V teh časih, ko imamo Facebooke, ko imamo Twitterje, ko je vse na hitro, ko se SMS-e pišejo z novimi besedami, ko so še tiste zadeve, ko so včasih se napisali, da so okrajšani, recimo, kaj misliš, da glasbeni novinar lahko prinese sploh še? No, jaz seveda tako kot ti sodim v staro šolo, tako da menim, da je pač treba, da naloga je ravno v tem, da si vzame čas, da se pač stvari loti, se pravi, če bo pisal zadnjo albumu Boba Dylana, da nekako se razume, da pozna njegove prejšnje albume, da je tudi prebral kakšno biografijo, predvsem da pa da je recimo na tekočem s tem, kar se je o tej problematiki ali o tem avtorju zasedbi že pisalo pri nas. To seveda spet terja nek čas, nek angažma, kajti vsega ni na netu. Danes sem slučajno videl na Sigicu napoved za tale dogodek in sem našel, oziroma internet je našel, ker je ponudil podobne članke, neko mojo staro mnenjsko kolumno za odzven, ki sem jo naslovil Negotova preteklost in sem razlagal ravno o tem, kako mlajša generacija si predstavlja vse na netu. Mi pa starejši, ko smo se recimo pogovarjali o nekem koncertu ali pa zasedbi in smo se znali kregati, da je ta band sploh bil pri nas, recimo jaz sem bil na koncertu, nekdo mi potrdi, ne, ono pač ni bilo. Na internetu, ker je to bilo recimo na začetku 90-ih ali pa celo 80-ih, ko sem jaz začel tukaj spremljati glasbeno dogajanje, pa ne dobiš teh podatkov. Se pravi, krivda je tudi na medijih. Jaz sem recimo veliko časopisov in tudi še danes to počnem, recimo tednikov, kupoval predvsem zaradi kulturnih strani, pa čeprav jih je bilo od 5-6, revija pa ima 100 strani. Konkretno Mladina je veliko pisala o glasbi in zanimiv podatek, morda ga veš, morda ga tudi to iz občinstva ve, ko mi je povedal Igor Bašin, ki je v arhivu Slovenije raziskoval članke povezane z Naci punk afero, ki pač piše knjigo o tem, in so tam bili seveda tudi zapisniki iz različnih komitejev v času socializma, skratka različnih komunističnih celic, in je bila Mladina kritizirana ravno zato, ker ima preveč člankov o kulturi, o glasbi. Tam si dejansko imel nekaj strani glasbenih novičk, napovedi, zatem Tolpa Bumov, se pravi dnevna glasbena recenzija, ki vsak dan poteka na Radiu Študent, je tam bila objavljena, ena izbrana. Ampak danes, pač če imaš doma to revijo v fizični obliki, pa če greš v NUK, boš najdel. Problem je v tem, da tudi ne veš, kaj se je pisalo, zato ker tega ni na internetu. Zdaj ne pomeni, da je Mladina edini krivec. Jaz sem veliko pisal za delo, pisal sem napovedi za Kaži, tudi nobeno od teh člankov ni na internetu. To je bilo najlažje dobiti, se pravi, neko informacijo, kdo je s kom bil in tako naprej. Ravno pred kratkim sem se pogovarjal s prijateljico o enih mlajših novinarjih, ker sem pač omenil, da sem jih nekajkrat opomnil, da so imeli napačno faktografijo, da bi to čist v članku, da bi to čisto enostavno lahko prišli do pravih podatkov, če bi se malce potrudili. Šlo je za festival Druga godba, ki ima vse svoje koncerte na internetu, skratka od leta 85 naprej, in tam bi se dalo preveriti. Se pravi, človek rabi res nekaj sekund, ampak ne, on je nekje slišal in pol zapiše napačno in da je tisti band bil 2-krat, pa je bil 5-krat in da je prvič bil 95, pa je bil 92 in tako naprej in tako nazaj.
Recimo v tujini pa čist drugo, se spomnim še, ko je bil internet frišen, nov, ko smo imeli tisto nulto verzijo, kako rečem. In to je bilo tam konc 90-ih, se pravi dokaj kmalo, če pogledam, niti 10 let od tega, kar se je uveljavil, bi rekel, kot nek takrat še enakovreden medij, ker mislim, da je danes ima prednost nad starimi klasičnimi. In takrat Los Angeles Times pa New York Times oni so imeli in še danes imajo pa New Yorker. Če te zanima recimo literatura, John Cheever, sloviti pisatelj kratkih zgodb, ti najdeš njegovo zgodbo iz leta, ne vem, zdaj govorim na pamet, 46, ki je objavljena na internetu. Ene stvari so plačljive, ene so zastonj, ampak predvsem je pomenilo, da te stvari so dostopne, se pravi najprej neka informacija. Ne. Najbrž bomo prek tega prišli tudi do knjižnih objav, ki se seveda tudi so pomanjkljive. Skupaj so delali na enciklopediji glasbe za založbo Didakta, ki je bila neka zelo splošna, imela je, če se prav spomnim, 16 žanrov, tako rock and roll, klasika, country, folk, blues, jazz in tako naprej. Mislim, da smo še mi prpolni tiste, recimo, folk, ki... Ja, pa dodali kaj v domači sceni, sem tretja. Zdaj poudarek je bil na tem, da so hoteli čim več zajeti, pa bilo to zelo nasplošno napisano. Se pravi, nekdo, ki nima pojma o nečem, bo tam najdel res osnovo. Ampak, takrat ni bilo Wikipedija, pa ni bila to razširjena in tako naprej. Ne. Se pa dogajajo tudi na internetu pri takih močnejših, večjih. Wikipedija je sploh tak primer zelo hecen, bom rekel, ker lahko vsak dopiše. Pred kratkim sem videl članek o Milanu Kunderju na RTV portalu in je tam pisalo, da on že od 2074 piše v francoščini, ker seveda ni res, on takrat še prišel v Francijo. Na kar sem prav ta del stavka, ki je imel še neko slovnično napako, sem dal v Google in sem našel članek na Wikipediji, iz katerega je tisti avtor vzel tisti stavek, se pravi, zdaj en je naredil napako, potem še drugi naredil napako. Ja, in takole pride do takih zmot in najbolj bo nekdo iz tega članka na RTV portalu, ki si bo predstavljal, to je pa nekaj, čemu gre verjeti. Ker je referenčno, recimo. Tako, ker bo tudi najbolj dobil najprej slovenski zadetek, potem pa še angleški. Ampak recimo All Music Guide, ki sem ga jaz veliko uporabljal, se spomnim še, ko sem bil na Kažipotu, da so imeli parkrat zastarele podatke, recimo zasedba je čez par dni igrala v Štirki, tam je pa pisalo, da so razpadli pred ravno te stvari, ko bi morali biti takoj, ampak se pravim, to je bilo kakih 10 let nazaj najbrž, danes, ko nekdo žal umre na Wikipediji, je to praktično, ko mi slišimo ali preberemo na Facebooku, pogledamo Wikipedijo in tam je že za našim datum in tako naprej. Takrat so pač, jaz sem jim pisal, da Lazy Cowboys pač igrajo čez nekaj dni, da očitno bend ni razpadlo in potem so nadaljevali članek, tam ko so napisali, da je razpadlo, ampak spet so se zbrali in tako naprej. No, hoče reči, to se vse lahko zgodi in nobenega problema, sploh pa na internetu se da to ves čas popravljati in zato sem tudi takrat dal ta naslov, če se vrnem na to svojo kolumno negotova preteklost, ker bomo ves čas nekaj novega, ker nam manjka kontekst, že ne vem, cena koncerta, ker danes se eni razlagajo, koliko so bili dragi koncerti včasih, ker ni res, recimo. Danes je normalno za eno zelo pomembno ime, kakih 40 €, ampak takrat smo za pol te cene videli enako pomembno od 5 snikli in tako naprej. Pa inflacija ni bila zdaj toliko, v tolikih letih, da bi to bilo primerljivo. Pa do tega, kdo je igral, kdo ni igral, kdo je bila preskupina. In potem se pač naredijo neki miti, neke usporedne zgodbe, ki se med sabo ne ujemajo. Zato mislim, da bi bilo, ne vem, je veliko ljudi, ki tudi delajo na tem, recimo, ko sem omenil Igora Bašina, on, ko je delal še na Radio Študent, imel delavnice z novimi novinarji, da jih je pač uvedel posel, povedal, kaj je recenzija koncerta, kaj je recenzija albuma in tako naprej, da se gre skozi neko šolo. Zdaj, uradnih inštitucij to ne zanima, tako da se moraš učiti sprot na cesti, mislim, na poti od koncerta do tipkovnice, recimo.
Ampak kot pravim, danes je pa in internet in že prek SMS-a lahko nekoga vprašaš, če nisi gotov. Je pa narobe to pri teh mlajših, spet ne bom generaliziral, ampak to, kar jaz poznam, da tako na hitro nekaj spremljajo, ne bojo šli to preverjati, ker bojo pač verjeli prvi novici, ki vidijo, ker bodo rekli, to je to, ne bomo se zdaj poglabljali, to je zdaj problem. Ko pa recimo s kolumnami si kdaj razmišljal, da bi pisal kolumne ves čas, pa jih objavljal recimo tudi v knjigah? Ja, razmišljal sem, samo to je spet vprašanje logistike prostega časa, ki ga ni. Tem bi se gotovo najdlo, in sem tudi, dejansko sem imel nekoč ideje in sem se tudi zapisoval take ideje. Nisem se pa nikoli lotil, da bi nekomu pripravljal. To vem, ker smo nas debatirali o tem, kaj bi se dalo vse, recimo. Ja, to je gotovo zanimiva oblika, ker človeka tudi prisili, da recimo, da če je to v tedniku, da na tedenski ravni nek dogodek pojav, neko problematiko osvetli pač drugače poglobljeno, že na pol literarno esenizirano, recimo tam do 3-4 strani, pač tisti stolpec. In gotovo je to zanimivo tudi recimo konkretno od Igorja Bašina, od Igorja, njegove kolumne v Dnevniku sem redno bral, v bistvu sem kupoval Sobotni dnevnik predvsem zaradi tega, pa bilo je nekaj še v knjigah. Ampak recimo, ko sem že prej omenil, da se glasba vse bolj odriva na rob, on je enostavno dobil en zelo preprost mail, ne bomo več rabili, to je kolumne, nekaj v takem stilu in zdaj že kakšno leto tega on več žal ne piše. Recimo človek, ki ima veliko za sabo, bil je tudi urednik sobotne noči, na Radio Študenti me oddajo, tudi koncerte je organiziral. Pozna ljudi, insajderje, scene, neodvisne, punkerske. Nekaj časa je živel v Rusiji, ker se starša tam delala in zna tudi rusko, tako da recimo informacije, ki jih je on obelodanil v teh kolumnah, so bile čisto nove za nas. Skratka, to je bil res en tak prebojni model, ki bi ga konkretno, če že govorimo tudi o drugih medijih, bomo tudi povedali še enkrat, da je to bil dnevnik, ki bi ga moral še bolj ceniti in izpostavljati. Žal to ni tako. In tudi se spomnim, ko je začel pisati za Ozven, ki mi je rekel, da je super, ko smo dali povezave, se pravi polinkali po domače rečeno razne izraze, potem neke citate in dali kakšen video, tako naprej. On je rekel namreč, da za spletno verzijo svoje kolumne, da je vedno pošiljal linke, pa tisti, ki je postavljal spletno verzijo dnevnika, ni nikoli nič naredil. Je pač samo copy-paste naredil in tekst je bil tam, skratka, ni bil v bistvu hipertekst, kot bi mogel biti za internet. Skratka, enim ljudem se ne da. Eni nimajo nič, nobenih takih vsebin, pa se jih tudi ne zanima, eni, ki imajo, pa ne znajo ceniti tega. Konkretno, recimo, eno delo bi lahko, če bi imeli, ali pa dnevnik, se pravi, 2 vodilna dnevna časopisa, če bi imeli vse svoj arhiv, ki se pisal ne samo o glasbi, ampak nasploh o kulturi. Konec koncev tukaj gostuje veliko ne samo glasbenih pomembnih imen, ampak tudi gledaliških skupin, zatem imamo zelo priznan filmski festival in tako naprej. Imajo prevajalsko službo, lahko bi tisto besedilo prevedeli, pa samo par citatov in bi ga poslali tistemu glasbeniku in morda, ko bi naslednjič prišel, bi v tistem nizu citatov med New York Timesom in ne vem kom, Stampa, Republika, bili tudi oceno izdelati. To se ne zgodi, se pravi, tudi ne dela na neki svoji sami podobi, na samo promociji. Tukaj ne gre za neko pač... Ja, seveda. Deva, mogoče pauzico z enim komadom, potem pa... Potem pa tribit. Danes je glasbeno na tapeti Leonard Cohen, bomo potem povedala, zakaj, ne? Več pogovarjali sem se, niti nisem nekoga demokratično vprašal, sam rekel sem, da bo. Ampak je v kontekstu, bomo kasneje potem izvažali.
Ljubila sva se v jutih, trenutki čudoviti, tvoji lasje na postelji kot zlati slap razliti. Mnogi so takole kot midva se ljubili, mesto na deželi, smehljali se združili, a nekaj zdaj med nami prihaja od nekod, z oči ti gleda žalost, hej mama, ne bova takole šla vsak svojo pot. Ne, saj ne iščem druge, čas s tabo mi je drag, verjemi, da se vedno rimam, najin bo korak. Moja ljubezen gre s teboj in tvoja sma gre, tako pod morjem vselej znova se bo malo pne, a zdaj ni čas za tisto, čemu sama nisva kozi, z oči ti gleda žalost. Hej mama, ne bova takole šla vsak svojo pot. Ljubila sva se v jutrih, trenutki čudoviti, tvoji lasje na postelji kot zlati slap razliti. Že mnogi so takole kot midva se ljubili, mesto na deželi, smehljali se združili, a zdaj ni čas za tisto, čemu sama nisva kosi, z oči ti gleda žalost. Hej mama, ne bova takole šla vsak svojo pot. Bil si tudi urednik nekaj časa spletne revije Odzven, ne sem že nekaj povedal, ne. Kakšno je pa to, recimo, kakšen je to izziv biti urednik spletne revije? Recimo, delal si pri delu, delal si v različnih koncih s fizičnimi revijami, kaj pa spletna revija, kakšno je to, ko si sprejel to funkcijo, kaj si videl pred seboj? Ja, predvsem je bil izziv nekako res te članke, ki smo jih objavili, spravi tukaj šlo je predvsem za recenzijo albumov, nekaj tudi koncertnih, potem so bili enkrat na mesec eseji, pa mnenjska kolumna, ne, pa kakšna novička sem trtala. Se pravi, nekaj objavljena na teden in to se ne sliši toliko veliko, ne. Ampak konec koncev domača produkcija spet ni tako, bi rekel, ogromna, velikanska, da se ne bi dalo spremljati. Izziv je bil že v tem, da je bilo treba narediti načrt, 2 recenziji na teden in narediti praktično za ves mesec. Tukaj je spet bilo veliko takih neravno hecnih nesporazumov, kajti v temu, to je bilo 2011-2012, se pravi v novem mileniju. Recimo, da smo en CD dejansko čakali 2 meseca in slučajno sem bil prisoten na redakciji, ko ga član benda lepo potrkal na vrata in prinesel, se pravi, ne. Res, da ta bend ni bil iz Ljubljane, sem jaz rekel, zihar so prišli peš, ne, ampak rad bi prek 2 mesecih. Skratka, res je prihajalo do takih nesporazumov. Mene je to začudilo, jaz sem, kot rečeno, nekako se izučil, vsaj kar se tiče teh osnovnih novinarskih, praktičnih, res nakaže, pa to so bili portreti glasbenikov, a pa tudi krajše notice, ko je bilo treba res v 3-4 notice povedati, zakaj gre pri neki zasedbi, pri neki glasbi in tako naprej. To je nekaj, kar danes dosti pogrešam, recimo, da prav manjka neka klasična struktura člankov, da tisto, kar je v naslovu, seveda moraš takoj razložiti, ne pa tam na 5. stavku. Danes je na internetu ogromno takih člankov, dejansko več kot takih, kot bi morali biti po nekem muštru. Se pravi, tle je bil izziv nekako zložiti to vse skupaj.
tudi merkati na to, da imaš različne žanre in kaj bo kdo pisal, se pravi, veliko komunikacije je bilo, vse je bolj kot ne potekalo virtualno, se pravi, maili, tudi SMS-i, kakšen nujni klic. Zdaj, zame je pa bil seveda izziv, ker predtem sem dejal samo napovedi na Radiu Študent, ker nismo nič opremljali člankov, se pravi, s povezavami, z videi, s citati, z video, tudi videe smo snemali za intervjuje, to je pač praksa pri intervjujih. Tako da, jaz mislim, da sem prvi članek več kot 2 uri postavljal, potem, ko sem se zverziral, pa je to trajalo 20 minut. Hočem reči, to je bil tudi čisto en praktični vidik. No in ko sem omenil Wikipedijo, recimo takrat, ko smo začenjali, je bilo pravilo, da se ne dajo da ne dajemo povezav na Wikipedijo, ker članki enostavno niso zanesljivi, ne moš vedeti nobenih podpisan in tako naprej. In skratka, izziv je bil v tem, da nekako odbereš, kaj boš izpostavil, tako s temi povezavami, pa tudi vse povezave si pa še enkrat preveril. Recimo danes sem neko staro recenzijo na Radiu Študent prebral, pa sem želel poslušati še komad, pa je tisti link več ne deluje in tako naprej. Tako da to je ena stvar, katero raje se zdaj o kateri raje se niti ne začnejo pogovarjati, kajti to je, tudi na Wikipediji najdeš povezavo, ki je pač že mrtva, nedelujoča. Skratka, izziv je bil v tem, da človek najde neko pravo mero, da bo človek, ki bo to prebral, da bo ostal na tej strani, da bo videl, da ne bo treba iskati po YouTubeu komada, ampak da bo tam poslušal in v tistih 5-6 minutah, koliko traja recimo ena skladba, da bo lahko prebral. Vsi linki so se spet, to je recimo tudi eno pravilo, ki se ga nekateri spet ne držijo, čisto povedal, da so se odpirali v novem zaviku, se pravi, ki si še vedno ostal članek, ki je bil predstavljen. In stvar je bila tudi v tem, ker danes opažam, da nekateri imajo ali nič, ali pa imajo preveč tega. Zdaj, če ti našteješ tam, da je ta glasbenik igral, in pol našteješ tam 15. Že to je preveč. Recimo, ko tudi delam pri kakih festivalih in sestavljam kratke jedrnate napovedi za knjižnico ali pa za internet, in pol dejansko imaš nekoga, ki na internet da recimo tok teksta, se pravi, to je 40 vrstic, ki so sami imena s kom je on igral. To je meni tok nesmiselno neuporabno. Zdaj se ti predstavlja tekst, ki bi ga imel v časopisu, da je to vse poboldano, in jih imaš, pa ne, okej, ne zdaj 40 vrstic, ampak recimo 40 imen, jaz jih zberem 4-5, in tudi ne bom zdaj vse to polinko, ker nima smisla, kaj bom zdaj napisal, da je nek naš, recimo jazzer, ko zadnji čas jaz bolj tudi jazzovsko glasbo spremljam, da je igral s temi in temi in temi, pol sadga polinkati, pol se bo on izgubil, ker to je tudi nevarnost interneta. Jaz večkrat ugotovim, da naenkrat tam berem o nekem igralcu na Wikipediji, pol ure nazaj sem pa bral nek intervju z glasbo in pol razmišljam za nazaj, kako sem prišel. Tudi sem enkrat šel prav v zgodovino pogledati, kjere strani sem odpiral, da sem prišel sem. Ker tudi smo seveda, ker je to bila čisto nova stvar na Sigicu, ta revija Sigic je seveda odprej deloval in tudi stran je ločena, to smo si tudi tako želeli, da je Sigic eno odzem drugo in se tudi odprej v novem, tam je bolj informativno, tle je pač poglobljeno in smo tudi mesečno opazovali Google to Analytics, se pravi analizo, da smo tudi ugotavljali, koliko časa so ljudje prebili na kakšni strani, kateri tekst so bolj prebirali manj in tako naprej. Na to vse moraš imeti, ker se pravi, internetni časopis je nekaj čisto drugega kot tiskani, ki ga človek lahko neha brati, pa prepomno časopis, pa se bo zvečer vrno nadaljeval. To govorim čisti svoje izkušnje. V redu, tam si naredimo bookmark, ampak tega je že toliko, da je enostavno pozabimo ali se nikoli ne vrnemo ali odkrijemo takrat, ko je že prepozno. Se pravi, tudi je bilo treba misliti na dolžino, na neko, bi rekel, tisto, kar smo se mi predstavili, da predpostaviš nek čas, ki ga bo človek vložil v to, se angažiral, da bo prebral tisto recenzijo in mora biti še klikno.
na kakve take stvari. No, omenil si festivale, pri Jazzu Cerkno si bil dosta angažiran, mislim, si še vedno, ne, in je pa spet neka čisto posebna oblika dela novinarskega, ne? Ja, posebna pa spet srečujem iste težave, kot sem jih imel na Kažepotu. S tem, da so se tam ljudje dokaj hitro navadili, ne? Da pač, če imajo v petek koncert, da če mi pošljajo v petek informacijo, da je časopis že na kioskih in da to. Tukaj smo pa res morali tudi neke zasedbe, ki so se nam še lani ponudili, ki bi že takrat morali dati kompletno biografijo, če pogledaš, če malo premisliš, vse imajo. Konkretno bil en band, ki nam je pol, smo morali malo težiti, da pošli to biografijo, in pol jaz imam tam 7 fajlov njihovih in od tega je fotografirana ena recenzija, ker seveda nobenemu se ni bilo tipkati. Ena je v JPEG verziji, ena je v GIF-u in pol ampak jaz sem dejansko v tisti skenirani recenziji našel en citat, ki mi je ustrezal, ki sem si ga želel imeti in sem ga pač pretipkal jaz sem ga vključil v napovedni članek, ki je potem v knjižici objavljen. No, fino, da si omenil Cerkno, ker sem tam srečal glasbenika, ki je bil 99 tukaj s kvartetom in sicer v mali dvorani Slovenske filharmonije so igrali improvizirani free jazz, nemški pianist Georg Greve, ki je zdaj v Cerknem bil šele drugič po tem nastopu. In jaz sem mu omenil, ko smo imeli intervju za lokalni radio, da sem takrat pisal recenzijo za kulturno stran dela in je rekel, če mu pošljem. Skratka, sploh ga ne moti, da je to bilo pred 17 leti. Jaz sem zdaj že vprašal tam kolege na delu, pa so rekli, da v PDF obliki je samo od leta 2000 dalje in pol mi je kolega priporočil, naj grem v slovansko knjižnico, pač, ker mi je bliže, kot da bi šel v Nuka. Ampak spet se vračamo na ta začetek, da imaš nekako podobne težave. In to, kar sem omenil, ta seznam izvajalcev, tudi to najdeš in pri naših in tujih glasbenikih in brez vsake logike, brez smisla in brez potrebe. Eni si največ predstavljajo vse, na internetu je dovolj prostora, ona stran lahko gre v nedogled in res, pomorno si dajo še črno podlago pa bele črke in najbolj ti skopirati pa pregledati na miru, pač v odprtem novem fajlu. Tako da zna biti zelo neuporabno. Moram reči, da po vseh teh letih, tudi ko si omenil Sigic, sem podobno počel pri jazzovskih kompilacijah, da sem pisal zgodovine zased. Spet pri nekaterih je bilo tako, da si dobil neko biografijo od A do Ž, kaj je bilo, kaj ni bilo, albumi, vse jasno. Pri drugih so bila ta naštevanja, samo ali ne, letnice, ta šola, ona šola, ta nagrada, 15 strani teksta, ki ne veš res, pač seveda moraš imeti pa neko zgodovino, ki jo imam, jaz, da se jaz najdem v tem in da sem te glasbenike spremljal, da sem večino recimo tudi slišal na koncertih in pisal njih recenzije, pa pogovarjal se z njimi tako, da se pol znajdem. Jaz se predstavljam, da nekdo, ki nikoli ni nič takega počel, da bi imel kar težavo. Da veš, če bi dal 15 strani, bi zdaj rekel, jaz pravim zdaj 12 vrstic, da mi to napiš v 2 urah ali v 1 uri, da bi rekel, ne gre. Enostavno ne gre. Še ena zanimiva stvar, ko si nam omenil, ko si spremljal raznih glasbenikov skozi leta in to, se takoj ponudi, recimo, vsaj meni vprašanje, verjetno pa tudi komu z občinstva. Midva se že poznala zelo dolgo časa in tudi pogovarjali smo se o najrazličnejših stvareh, imamo tudi nekaj skupne te hobije in to eno izmed njih je zbirateljstvo. Zdaj, tu ne gre samo za plošče, gre tudi za časopise, stripe, revije raznih vrst, te ravne nosilce zvoka, karkoli. To je ena zanimiva zadeva, ko je dobro slišati iz ust človeka, ki se s tem še ukvarja. Ti imaš eno celo skladovnico ali velik arhiv vsega živega.
Ja. Še iz 30 let nazaj. Ne, 30 let ne, ali pa tudi kaj, no. Ja, v kakšne stvari. Recimo iz teh mladin, ko sem razlagal, sem si res izrazoval recenzije. Pa verjetno kak jukebox imaš, verjetno. Ja, jukebox je tudi malo, ja. Ja. Ja, veliko je bilo tega, ker se pravim, ljudje niti ne vedo, da se je nekaj objavljalo ali pa da se je pisalo, da je kdo pri nas igral, da se je kdo pogovarjal in tako naprej. Ja. Ampak recimo kako zgib, to je verjetno tudi neka žilca, da zbiraš te stvari in jih arhiviraš. Je to spet ta stara šola, bom rekel. Ja. Dejansko, ko sem najprej na FDV študiral novinarstvo, potem sem se prepisal na sociologijo, ampak takrat so nas tudi učili in imeli smo tudi predmet novinarska dokumentacija in je bilo treba zbirati, se pravi na tak list papirja, zredil si članek, napisal si novina, datum, letnico in tako naprej. In si imel pač tekst, ki te zanima. Zdaj, če je to bila recenzija tega in tega benda in si potem to recimo se je zbral po neki abecedi, kakorkoli. Zdaj problem je seveda vedno s prostorom, pa z organizacijo, pa z logistiko, da takrat si to, ko to potrebuješ, tega nimaš. V tem je res prednost digitalnega in interneta, samo kaj, ko recimo, spet bom omenil to mladino, ko smo res takrat imela, mislim, da je na 4-5, če ne več strani, ko je bila samo v glasbi. Danes imajo pač recenzije, koncertov in albumov, ampak tam takrat so bile tudi novičke, pa napovedi koncertov. Res kratke novičke, kaj se kaj dogaja. Papir je bil dosti slabši kot danes, črno-belo, to bilo vse seveda, tudi negovala se koncertna fotografija. Ampak se dogaja, recimo, da se za nazaj, tako zato spet se vračam na tisto negotovo preteklost, da ne samo po svetu, ko vsake toliko prebereš, da je nekdo na nekem posrešu našel film Hitchcockova, kakega drugega klasika, za katerega se je verjel, da je izgubljen, se tudi pri nas dogajajo podobne stvari. Naj omenim samo primer video posnetka koncerta Belnagrad iz predvedja Križank, ko en del tega je dostopen na YouTubeu. Kompleten koncert, sicer posnetek, narobe sem povedal, mislim, kompleten posnetek, ki mislim, da je 40 minut, skratka ni bil kompleten koncert posnetek, ampak se pa da dobiti na eni njihovi reizdaji albuma, ki je spet išla v Izraelu, ker ne vem, če je sploh Nukma, recimo. Ampak hotel sem povedati, da je Max Osole, ki je to snemal še na staro videokamero, to po 13 letih odkril doma, tisti strah. In so potem to digitalizirali in obelodanili. Tako da, jaz vedno pravim, rajš imam kot nimam, da pač ti si zrezek je v neki škatli, ampak če v kdaj rabo, ti si recimo razmišljal, da bi prevedel roman Steva Earla in jaz sem ti rekel, glej, jaz imam članek o njem, ko je bil Pero Lovšin, ko je pisal za Stop, je bil v Ameriki, jaz ga imam recimo zdaj na mizi, tako da če ga boš jutri rabo, da nekjer. Zdaj veliko stvari je res po škatlah in ker nimam takega prostora, ko bi si lahko človek takole dal. Tudi ko sem bil na delu, sem pač v dokumentaciji velikrat videl, da niso dosti spremljali. Recimo, če si vprašal za Kreslina, si dobil, ali pa Predina dobil tak šok. Pol si pa vzel tekste o Novem roku, pa je bila vmes recenzija druge godbe. Ali pa si vzel tekste o Mišu Kovaču, pa je bil vmes tekst o Mirku Kovaču, pisatelju. Da je žal pokojnemu. Tako da, ampak nasploh si tam dobil zelo malo tega, ker se tudi ni toliko pokrivalo. Morda za tiste, ki ne vejo, najbrž večina, v bistvu te dokumentacije novinarske so bile zelo urejene, praktično cela knjižnica. Ti si lahko prišel in rekel spopad Palestina, Izrael, bližnja vzhodna kriza in si dobil mapo, pa so ti rekli, tle imamo še knjige, tle imamo še leksikone in tako naprej in tako nazaj. In to so bili iz različnih časopisih, se pravi v angleščini, skratka kompletnih pač te glavni evropski. Ampak kot pravim, popularno glasbo v najširšem pomenu so zelo slabo spremljali. Tako da ni bilo tega v dokumentaciji veliko. Tudi to je bil razlog, da človek ne bom zdaj hranil kompletne mladine, sem si pač izrezal tistih par recenzij. In včasih to pride res, enkrat sem nameraval te vstopnice več stran, dejansko sem se en dan pred tem skoro skregal z nekom, ki je trdil za eno džezovsko zasedbo, da ona ni bila tukaj ta pianistka in jaz pa drug dan najdem vstopnico, ki ni bila nič posebnega, bila iz Cankarjevega doma, ta generična, ampak jaz sem z roko napisal gor Mila Melford Trio in se rekel ne, in pol se rekel ne bom tega. Danes pa na eBayu
Pred kratkim sem videl Sony Cute iz Križank vstopnice 20 €, tako da človek se lahko tudi z te strani, ko pomisliš, to zbirateljstvo je tudi, če ti kakšen starš takole po starinsko reče, kaj ti bo to nobenega cvenka, tle ni boš rekel, glej stari, teži, jaz nam 100 kart, bo 2 jurja in gleda na vaje. Če ne prego pa nekaj vredno, recimo, nikoli ne veš, kaj bo čez 20 let se nastrojo, ne? No, če govorimo zdaj o tej neki komercialni. Predvsem je pomembno to, da človek ima, bi rekel, neko zgodbo okrog nečesa, kar spremlja nekaj kontekst, da se spomni. Kaj ti v resnici ne ljubo, jaz včasih res pozabim, da sem kakšen koncert videl, sploh v zadnje čase, kar se jazza tiče, ker pač greš na festival, ko je ogromno zased in enostavno tudi ne slišiš morda celega koncerta, ali pa so bili drugi močnejši, pač tisti dan, tisti večer in enostavno človek pozabi in pol šele takole mu zaklikne, ko pogleda recimo v katalog. Sem se pa spomnil ene, ko se je prej Johna Cheeverja omenil, spomnil smo se Vas pa Seinfelda gledala, in je bila ena zanimiva epizoda s pismi Johna Cheeverja. Res je, ja. Sem se spomnil, ravno sem bila asociacija, sem res pozabil, sicer, ko sem se pogovarjal, zdaj sem se spet spomnil. No, ti si izmišljal. Ja, seveda, ampak Ampak so odkrili, ja. So ravno njega, ne? Zaplet zgodbe, da so odkrili staro pismo tega Johna Cheeverja. Ja, in pa verjetno ta novinarska žilca, ali pa ne vem, žilca poznavalca ali pa žilca ljubitla, tako je, John Cheever, pa imaš asociacije z levo desno. Se to tako deluje, se to pravim, včasih, mislim, da človek pozabi nekaj in potem, To je neka taka stvar tudi... Tako, ko si ti zasil Earla, jaz gotovo nisem tistega članka videl dan prej, ampak ko si ti omenil, da bi prevedel knjigo, sem se jaz spomnil tega. In potem, ko sem se zadnje selil, sem v nekaj člaki, ki so odkril in sem dal na stran, češ, da ti bom pokazal. Preden v ta zadnji sklop greva, bi jaz še eno pesem, pa potem se bova malo pogovorila še o kontekstu tega glasbe danes. Kakor ptica na žici, kot pijanec na polnočni veselici, po svoje sem trudil se, da bi se osvobodil. Kot na trgu ribo, kot viteza zaprtega v staro knjigo, veje pritisk tvoje ljubezni težil. In če sem bil kdaj neljubeznil, te prosim pozabi, kakšen sem bil. In če sem ti kdaj kaj zatajil, sem ti zato, da te ne bi izgubil. Kot otrok, mrtvoren, kot veščak z rogovi oborožen, zabosan, planil, ki mi je grozil.
je, prosil si čisto preveč. A videl sem žensko, ki je stala sredi tebe. In rekla, hej, moral bi prositi še, kakor ptica na žici. In kot pijanec na polnočni veselici, po svoje sem trudil se, da bi se osvobodil. Za konec sem pustila, bom tako rekel, lani sva v knjigarni zdaj, ne? Lani smo imeli. Govorila o Dylanem Cohanu, ne? Takrat je ravno šla, oziroma se je promovirala biografija njegova Pravi moški zate, katere so prevajalci. In ko sem danes pomišljal, kaj bi naredili z glasbo, za zmenek z glasbo in besedo, sem se spomnil, da mogoče še kako besedo rekli na tem delu, tej plati dela, in sem potem Cohana zbral kot neko tako osebnost, ki je pri nas že tudi nastopila, ki je pri nas bila znana, popularna in tako naprej, in tudi ti imaš nek odnos do njegove glasbe. Zdaj, to ni edino tvoje prevajalsko delo, prej smo imeli enciklopedijo glasbe, to je bila prva stvar, v kateri sva sodelovala pred dolgimi leti še. V knjižni obliki res sem pa zavzel kar nekaj teh mnenjskih, pa tudi kakšne eseje iz angleščine, pa iz hrvaščine, pa tudi kakšne druge eseje, tako, ki so bile objavljene v kakšnih revijah. Verjetno si zasebno tudi kaj prevajal, kakšne stvari, kdaj iz veselja? Ja, tudi imam še tako na papirju, še z roko napisam neko poezijo, ampak to je bilo že pred mnogimi leti. Zdaj, Cohan, ta biografija, ta ena od novejših biografij, pa ena od najdebelejših, pravzaprav najbolj teh obsežnih in podrobnih, bil si soprevajalec, to je zdaj neko posebna vrsta, ne, tudi, še vedno nisem spoznal soprevajalca. Moraš nekako tudi slogovno nadaljevati ali pa začeti, zdaj mislim, kdo je prvi del, kdo drugi del. On je del prvi del, ja. In kakšen je pa to, recimo, za glasbenega novinarja izziv, ko se spopade z nekim takim, bomo zdaj rekli, leposlovnim, ampak nekim takim tekstom, ki ga je treba prevesti, kjer je ogromno tudi nekih referenc. Mislim, da je to več pozitivno, neko znanje, ki ga imaš, točno veš, ki iskati potem kakve reference, da ne prevedeš kar nekaj, ampak da veš. Ja, seveda. Ker recimo sem tudi korektor na mladinski knjigi in ko sem bral medicinsko enciklopedijo in to je ne 5-6 prevajalcev delal in moja urednica je tam se jezila na eno prevajalko, ki je prevedla božična bolezen, je pa Christmasova, ki je pač šok, so Christmas, ki moraš poznati, koncept in kontekst. Naj takoj povem, da nisem imel nobenih težav, da bi ujel zdaj, ne, če se sploh omenila, Miha Avanzo je bil v bistvu prvi prevajalec, na kar so še mene vključili. Kot sam veš, ker knjigo poznaš in smo uporabljali tvoje prevode poezije in si tudi pomagal pri kakšnih referencah, da smo razjasnili, kdo je kakšen človek in tako naprej. Zdaj tam bolj ko ne gre po albumih in je vsako poglavje, ki je dokaj dolgo, recimo tam med 20 pa 30 strani v knjigi, se pravi še več takih pravih strani, je v bistvu drugače napisano. In je
izziv je kvečemo to, da pač ohraniš to posebnost, ta ritem, da se kakšno poglavje bere kot kakšen duhovski, spet neko drugo, ko razlaga, ko je šel v Indijo in odkrival tam kakšno duhovnost in jo povezoval in s svojim židovstvom in tudi s krščanstvom in z enovsko filozofijo, ki se je pač nalezil že doma, oziroma v Ameriki, pač kaj je Kanača. Skratka, to poglavje je bilo seveda spet, kot bi bral polno neko duhovno literaturo z dolgimi stavki, s takimi, z veliko premišljena struktanjem in tako naprej. Medtem, ko so kakšni drugi bili res, recimo scene snemanja, ko so se zdele hecne ali pa njegovi odnosi z različnimi ljudmi, s svojim očetom, z ljubicami in tako naprej. Skratka, bilo je zelo pisano, ne? In ni bilo nobenega posebnega usklajevanja z avanzo, razen v tem, da smo rekli, da bomo ločili med song pa poem, kaj je pač skladba, kaj je pa pesem, kot poezija. Besedo song bil Martin, song substol, song sublimary common, song ja, tako. Najbolj zato, ker je bil že uveljavljen pesnik, preden se je pač v roke prijel kitaro in začel še pripevati. Se mislim, da imel čez 30 let, ko je. Tako da z te strani ni bilo. Je pa bilo veliko takih, bi rekel, enih, ko si sam rekel, pač enih referenc za, če ti opiši neko posebno obleko ali dogodek ali neko gibanje 60. Pač gre nekaj časa, ker sem tudi tak človek, da hoče priti stvari do dna in ne bom takoj prvi odgovor ali prvi zadetek vzel, to je pa res, Prej smo slišali, kaj se potem zgodi, ko je šlo takole. In včasih sem res porabil tudi pol ure, da sem kakšen pojem si razjasnil, zakaj gre, pa čeprav sem potem to prevedel nekaj zelo enostavno, tako kot če pogledaš in najbolj kaj prebral, sploh ni opazil, da je zadaj bilo neko delo, ampak to se mi zdi tudi v redu. Sam pri sebi moraš biti nejasen, zakaj gre. Če te kaj zmoti, ali če ti ni jasno, ker Američani imajo to navado, da tudi v prozi velikokrat uporabljajo kakšne imena kakšnih izdelkov ali pa kar pridejo nekaj tvorijo iz nekih splošnih takih, bi rekel, imen, od stav do avtov in tako naprej. Včasih je to treba malo naokrog iti in seveda res pomeni, ne pa zdaj tam ni pomembno. Vem, da sem se bavila tam pri Filu Spektorju, tista plošča, ko je delo Spektorju, da ste prav zabavno napisano, zadeva potem ona stvaritev z 80-ih, ki je okoli knjige Milosti, njegove ponovne ostaje. Tisto poglavje je bilo seveda posebej zanimivo, pa po svoje tragično, ko je Cohen izvedel, da ga je asistentka pač, da mu je izmaknil v znar, ki ga je leta in leta nabiral v nek sklad. Tam so se malo hecal s kakšnimi pravnimi izrazi, ampak tega je dost, slovarji so kar zelo, ali pa razne baze podatkov na internetu so zelo posodobljene, tako da to ni bilo nobenih. Kakšna se te pa ta knjiga recimo izdela, ki si verjetno si bral pred Cohenom, že kakaj stvari, kakšna se te izdela ta knjiga kot nek, če bi kot nepoznavalac njegove glasbe ali pa glasbe 60-ih ali pa glasbe srednjeresno glasbe, da bi bil to knjigo v rokah, bi ti pomagala pri razsvetlitvi še v zadnji teh ali ne? Ja, kako? Mislim, jaz se težko predstavljam, da nekdo, ki pojma nima, da prvi sliši, to je bilo tako, da bo vzel knjigo v rokah. Tako da vsaj te komade, ki se jih zaigral, bi moral poznati. Konec koncev so se včasih, morda tudi danes, na kakšnih bolj nacionalnih medijih vrteli, ker pogosto po radiju in tako naprej. Definitivno je to prednost take biografije. Tudi sam, če bi se odločil ponuditi kakšen založbi v prevod, bi kakšno biografijo kakšnega drugega glasbenika, ali pa če bi se sam lotil pisanja, bi se mi zdi ta način res optimalen ravno zato, ker skozi zgodbo njegovega življenja, njegovega, bi rekel,
tudi umetniškega dozorevanja, izveš veliko o sami sceni, ne samo glasbeni, tudi kulturni, politični. Ne. Zdaj je velika prednost pri njem oziroma zanimivost, da se seveda uveljava kot pesnik, se pravi, je tudi ta literarni krog zajet notri, tudi politični 60. leta, različna uporniška gibanja. Pa morda najbolj zanimivo pri njem, ki najbolj odseva iz njegovih pesmi, ta duhovnost je zelo kompleksna, ampak v bistvu je zelo preprosta, ne, tako kot so tisti zenonski kovani, ki so na videz absurdni in nadrealni, če pa tako, čez en dan ti tako pride za nazaj, si rečeš pa se to simpel, to je tako kot vodo pita. To je tista anekdota, da sem spomnil, to mislim, da je v knjigi tudi napisana, ker sta se z Bobom Dylanom stavila vedno tako odnos on-off, ne, sem se cenila, sem štovala, ampak po drugi strani sta bila pa skozi nekaj vrste rivala, skozi. In je Dylan konc 70-ih, ki se je za kratek čas preobrazil v kristjana, je Cohen bi je pa takrat, če bil strogo z judovsko vero povezan, ni še toliko zelo v zemlji blizu in to. In je naenkrat tisti videl v enem časopisu, Dylan pa je zdaj odkril Kristusa, Kristus je Dylan rekel, da se pa zgodilo to tako, da je nekega jutra slišal, da mu je Kristus rekel, pusti vse in pet za menoj, in bo rekel, okej, dajmo, ne. To je Dylan sam povedal, to je sicer zelo veliko rezervno zauzet, ampak v redu. In ko so to objavili časopisu, tak pač Dylan izdal prvo ploščo krščanskih pesmi, Cohen ni mogel verjeti, gledal tisti časopis, ni mogel verjeti in pa je hodil gor po sobi, gor in dol čez div, kaj hudiča bo zdaj, kaj je šel, v tem obdobju vsega žena Jezusa odkrivati, kaj je to naenkrat. Sicer pa sta se dobila in se pogovarjala o teh stvareh, Cohen je potem se nesel druge strani, Dylan je spet nazaj se preobrazil in tako naprej. Ampak zanimivi so ti bilateralni odnosi, tako verski kot tam se recimo v knjigi se pogovarjata v samem procesu pisanja pesmi, ne, je Cohen vprašal Dylana za nek komad in je rekel, ne, 20 minut sem to napisal, pa je rekel, jaz sem pa le 2 let pisal. Zdaj drug podatek je zelo 5 let, ves čas je dopisoval in je toliko različic in je zelo mirko vsako besedo in spominjo. Tle je tudi seveda ogromno, spet ogromno aluzij na seveda stare duhovne knjige, seveda Toro, potem seveda Biblijo in tako naprej. Ampak jaz recimo vidim v tem tudi to vzhodnjaško miselnost, ki jo najdemo recimo dejansko v Zenu, pa Haitiju in tako naprej, da je treba eno stvar tako zelo, ne. Obstaja tudi neka zgodba, ko je nek slikar ali pesnik, zdaj sem že pozabil, taka pravljica. Po neki bitki je dobil nalogo od cesarja, da bo on tole ovekovečil in je rekel, rabim 5 let in pol je drugič rekel, da ne vem koliko. Potem, ko so ga pač pred dejstvo, so rekli, ne se zdaj hecati, mi rabimo nekaj pesem, ali pa sliko recimo in pol je to naredil v eni potezi. Ampak prej se to moglo akumulirati. Tako da, če poznamo ta ustvarjalni postopek, ki tam res opisuje, mislim, da v več poglavjih to štorijo, zalelujo, ker to je kar trajalo, da se on končno odločil, katero različico, mislim, da ti boš bolje vedel, ker se tudi prevaja v eni različici, to veliko daljša pesem, malo nekaj poema. Tako da, kar se tega tiče, če poznamo to njegovo ukvarjanje oziroma potapljanje v Zeni, tle vidimo, da ni nobenega blefa, kot ga je danes pri kakšnih modnih pevcih, pevkah, ki se nekako, samo manjka, da imajo ti strah, ne vem. Free Tibet in ampak v bistvu ne najdeš ničesar, ne v pesmih, ne v obnašanju, ne v čemer. Spravi, ta ena strašanska skromnost, mislim, že to, da on sploh ni vedel, da ima tam milijone, da mu ne račun, on sploh ni vedel. On je pač zaupal tisti svoj asistentki, on koliko je rabo je vzel, in pol enkrat mu javijo,
šlo je 12-15 milijonov, toliko sem imel sploh. Ja. Predvsem se hotel nekako, ker razmišljal, da bi se pokojil, zaradi tega je sploh začel razmišljati o tem, koliko denarja ima. Ja, to bi rekel, z vama mogoče dosti, z odnehom in je samo zdaj bi pa jaz rad se pokojil, pa da vidimo in pa je ugotovil, da nima nič. To je kdo povedati, ampak če ne bi tega bloga, mi ne bi v Ljubljani No, se to je res, ja. Morda tudi ta knjiga ne bi šla, ker ta knjiga je tudi verjetno dveh zelo dobrih plošč ne bi izdal studijskih. To je tudi res, seveda. In tako da gotovo je to bil negativen sicer, ampak No, pa zdaj teh 10-15 milijonov, ima se 60 do 80, tam nekje sem slišal, da ima zdaj premoženje, tudi to ima ta penzijski fond, to je večje zdaj. Ja, se on je imel vedno pač s koncerti, samo se mu ni več ljubilo, kot sam praviš, on se pač mislil umakniti, morda bi sam pisal pesmi ali morda še takšne druge stvari, se tudi tam oglasil, ampak je bil prisiljen in seveda na turnejo in Je pa zanimivo, ko si govoril o teh verskih, vmes je imel pa eno obdobje, recimo, ko je zelo pil in je to Aleluja čisto pred napisal in je vse te verske konotacije ven pometal. Je dal ogromno teh nekih seksualnih, zelo empiričnih konotacij, mesenih, to je tudi izvajal pa Live Command 92, mislim, da je tista plošča, ki je šla tudi pri nas, se spomnim, ko sem slišal prvič live verzijo Dance with Italian dobila vsega albuma. Sem nam prišel v Ljubljano, tam je študiral 24 let in v Maxiju sem imel še trgovino s ploščami, neke zvočnike velike in je tista donela ona zadeva, da sem si šel takoj kupiti ploščo. In je recimo ta Aleluja popolnoma prenapisana, kot neka hvalnica seksualnim užitkom, na kar je potem pa pozneje, kaj nehal piti, je začel pa kombinirati oboje. Rekel, da zdaj čisto pismo se ne more povedati, da pa je pa pošteno, da vzame ono ta prvo varianto, ker je iz tistega nastala pesem, ne potem nekako skombinira to zadevo. Ja. Kako je pa prebereš, zveni pa zelo staro. Kot bi neke stare tekste bila. Neki stari pergamente in tako naprej. Tako da čisto verjamem, da se toliko časa matro in da imajo različne inačice prejence, da se tako pravo. Pa recimo z tega vprašanje zanimivo, ti kot ne kot novinar, ne kot prevajalec, ne kot tudi mi glasbenik si bil, smo že skupine, ti kot avtor, recimo, ti kot pisec proze, poezije, si kdaj razmišljal o tem, tudi svoje stvari delal, da bi recimo roman napisal, kratke zgodbe napisal, če bi imel čas, recimo. Ja, to je sam izgovor. To je še ena stvari, ko malo ti se znamo pa za penzijo dvopiče, kaj se bo dogajalo vse. Ni ravno tako nekaj sem poslušal, ampak neč ta zgrada. Ker bila bi neka logična, ne? Ja, bi bila. Imam neko zgodbo, se spomnim tudi dneva, ko sem jo takole na čisti list A4 spremne roke napisal ogrodje, sam naprej nič ni šlo. Koliko sem tudi bral tekste o tem, kako pisati kratko zgodbo, ker to je vsem zanimalo, je treba vaš čas pisati. To je, spremem, ni izgovora. Raymond Carver, sloviti kratko zgodbar, je imel že toliko otrok in je tudi pil in imel težave, ampak čez vikend se je pač zaprl v garažo in je pisal kratke zgodbe. In tudi zato ni pisal in nikoli napisal romana, ker ni imel več časa, ampak imel je pa tistih par dni je pa se posvečal tem. Tako da je predvsem ta, bi rekel, ali pa neorganiziranost, ali pa ne vem. Mislim, da rabim tako motivacijo, kot je Leonard Cohen, nehote ne vede, dobil. Rabiš, rabiš nekoga, da ti bi 10 milijonov zaračunal. Ja, pa da je seveda, da se tle vsi tepejo za kratke zgodbe in vsak dan, če se v bistvu objavil 3 nove kratke zgodbe in za vsako dobiš, 500-600 evrov in seveda potem to ne bi bilo. Mislim, da je problem tudi v tem, ko jaz preveč nasploh strmi tako odlašam in preden nekdo ne potrka in reče deadline in ne gre nikamor naprej. Drugače pa sem čisto pred kratkim tudi si kakšne ideje za kratko zgodbo ali pa kakšen naslov včasih, nekaj imam na papirju, nekaj celo v fajlih, ampak nisem pa nikoli takole, bi rekel, poprijel in stvar nadaljeval. Razmišljal sem o tem, da bi bilo seveda dobro iti na kakšno delavnico, ampak spet
spet časovna. Ja. Ker, če se vrnemo čisto na začetek, res se nekako dojemam kot glasbeni novinar, kar pomeni, da res čutim dnevno spremljam, kaj se dogaja, veliko časopise preberem, se pravi članke na internetu, nove, stare, ali pa časopise, ki jih spremljam, ki jih kupujem, tako da dejansko se človek mora vzeti čas. Pa pride te obveznosti, recimo veliko sem delal res za že strpno, še zdaj, ko se je končalo že po enem mesecu, pišem neka poročila, potem so tudi druge stvari in tudi najbolj odvisno od karakterja. Nekdo bi rekel, da imam pa dost, pa so vse pa napisal. Jaz, ko sem začel študirati, sem si kupil pisalni stroj in sem si dejansko en dan rekel, zdaj pa dost, mislim, vse res, da ne znam več tipkati, ampak sem dal papir in not, sem napisal par pesmi, pa neko kratko zgodbo in upam, da to še nekaj imam, ampak nikoli se ni zgodilo nič podobnega. Ne? Zdaj, a sem te mogoče kaj ti čutiš, slutiš, da nismo česa rekla? Ne vem, to bo... Kakšno pomembnega poglavja? Mislim, da so se preveč tem dotaknili in da tisti, ki ne poznajo te najine, bi rekel. Ja, več mi bo lahko tudi po več ur, ne? Ne bo več ur. To se zgodi samo, da ti prinesem računalnik, ko treba kaj zrihtati. Jaz predlagam potem, da zaključimo s Conanom tudi, ne, da recimo eno manj znanih pesmi, zdaj smo imeli 3 malo bolj znane, ne, recimo, ja, Hitič tale pa ni, mogoče to je znan, Tonight Will Be Fine, to je z njegovega drugega albuma iz leta 1969, v živo je izvajal, to je na tistih prvih turnejah, na tega so ga tudi prisilili, a ni nam bil nek strašen navdušenec na tem, da bi v živo izvajal. Se o tem tudi razlagal v knjigi, tako da... In so ga morali prav sunt, založba ga je morala sunt, pred zdaj bo šel promovirati svoje pesmi in so mu naredili band. Dialni se mu je rekli prav producent teh njegove plošče šov in je mu zbral band skupaj, da je sploh šov. Da sam je bil tudi se mi živo, da nekako veliko fajn na odru, ne. Je ena anekdota z Judy Collins, ko ga morala prav politi na odru in pa je nehal sred komada, so zeni začeli igrati nehal sred komada in je šel dal z odru, rekel, ne morem. Pa smo prav so ga prisilili, band pošmejo, evo zdaj pa pet in nas ne briga. In tale pesmi je iz tega obdobja, ko je začel malo razmišljati o sebi kot o live performerju tudi, kaj bi naredil s temi pesmi na odru. Tonight Will Be Fine, to mi všeč, ko je na 2-3 akordih stvar. Zdaj, pa Rašič enkrat rekel, da so njegove pesmi svoje od 2-3 akorde, je mi ne umem bolje, ja. Včasih zatuhtam se o tem, kaj je bilo. Ljubila sva si vse v zvezi z večnostjo. Ti si me ljubila, jaz pa pospešil močno. Zdaj tvojo mi ljubezen je, si ti pretežko, a oči govori in nasmeh tvoj pove, da nocoj bo lepo, bo lepo, bo lepo, bo lepo, dokler bom. Sobe za bivanje izbiram vestno, kar se da. Okna so majhna, stene gole skoraj da. Le ena molitev in ena postelja. In vso noč poslušam, če boš morda prišla, saj oči govori in nasmeh tvoj pove, da nocoj včasih jo vidim, same obleko spusti. Gola in mrka je, polna strasti, premika
nasmeh tvoj povej, da nocoj bo lepo, bo lepo, bo lepo, bo lepo, dokler bo vsaj oči govore in nasmeh tvoj povej, da nocoj bo lepo, bo lepo, bo lepo, bo lepo, dokler bo. Hvala lepa, hvala tebi za prisotnost današnjo. Če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje za gosta, danes je tu, lahko odgovori na intimno Pogodbo za ta odgovor. No, tudi to, ja. Lahko tudi potem v bolj sproščenem delu večera, čeprav je tudi bil sproščen del večera, nisem bila ravno zelo uradno, no? Ampak hvala še enkrat, ki si prišel in s tem zaključujemo prvi polletni niz letošnjih zmenkov, prvi polletni niz zmenkov z glasbo in besedo Trubarjeve hiše literature. Čez polletje bo hiša zaprta in ne bo dogodkov. Jeseni pa upam, da se srečamo spet, ob tem boste obveščeni pravočasno na strani Trubarjeve hiše. In upam, da je bil večer prijeten, no jaz sem zelo užival, ti pa upam, da tudi, no. Občinstvo ne bo vprašala sploh. Hvala še enkrat in vsem želim lepo poletje, no jaz upam, da ne preveč vroče, ker če ne bo Don Johnson prišel. Hvala. Direkt iz firma Holzfeld. Ja, direkt, ja. Mislim, da ravno tudi dobro vroče poletje v Liji Meko odigral, ne? V 8. Dobro sad sama. Smo se celo neko nadaljevanko, TV nadaljevanko nekaj. Mislim, da je. Spomnim se.